Blaža zanima, kako je s počitkom po treningu, ali lahko trenira vsak dan ali potrebuje tudi kakšen dan počitka. Dajva Blaž pogledati, kako je s tem. Živjo, sem Jernej Koprivnikar, Proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. V našem telesu se zmeraj dogajata dva procesa, to sta gradnja in razgradnja, ampak ta dva procesa se nikoli ne dogajata skupaj. Med treningom pa prihaja do mikropoškodb v mišicah in do izčrpavanja energijskih zalog. Same mišice pa ne morejo delovati isto na začetku treninga kot na koncu ali po parih dneh. Zakaj? Ker so utrujene. Mikropoškodbe pa so tudi pogoj, da gradimo večje in močnejše mišice. Več je poškodb, bolj se mišica celi in bolj raste. Tukaj moram pa izpostaviti tudi intenzivnost treninga, ker če bomo zmeraj trenirali z isto intenzivnostjo, ne bomo sprožili poškodb in ne bo rasti mišic. Celjenje poškodb mišic pa je proces gradnje, ta proces pa potrebuje svoj čas. Ta čas pa je počitek. Ker pa imamo v dnevih, ko počivamo, večinoma slabo vest, saj mislimo, da bomo s tem zmanjšali napredek, se največkrat zgodi, da ne počivamo dovolj. Zapomni si, ni počitka, ni regeneracije, ni rasti. Po treningu z utežmi potrebujejo naše mišice od 24 do 48 ur regeneracije, kar pomeni, da moramo tak trening izvajati vsak drugi dan. Po aerobnem treningu pa telo potrebuje približno 24 ur za regeneracijo. Po visoko intenzivnem treningu, naprimer treningu HIIT, pa je potrebna regeneracija nekako 72 ur, kar pomeni, da bi se tak trening izvajal največkrat dvakrat tedensko. Pri treningu gibljivosti pa nekako 12 ur regeneracije. Predolgo obdobje počitka se odraža v odsotnosti napredka. Izognite se predolgemu počitku, naj bo dan počitka res dan, ne 3 ali 4 dnevi ali kar cel teden. V naši ponudbi lahko najdete izdelke, s katerimi boste izboljšali kvaliteto vašega počitka in spanca. Imaš vprašanje? Piši mi na info@proteini.si in z veseljem ti odgovorim.